Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, drage študentke, dragi študenti, lepo pozdravljeni na današnjem dogodku oddelka za germanistiko, za nederlandistiko in skandinavistiko, ki poteka v okviru letošnjih dnevov enakosti spolov na Filozofski fakulteti. Gre za prav poseben dogodek, kajti danes nam bodo predstavili svoje študije primerov študentke germanistike magistrskega študija, ki so svoje analize naredile v okviru seminarja Enakost spolov v jeziku, ki sem ga vodila v zimskem semestru. Gre za poseben dogodek, tako kot namreč je bil prvi dogodek Dnevov enakosti spolov letos namenjen inovativnim diplomskim, magistrskim in doktorskim nalogam, ki se ukvarjajo s spolom in na katerem so sodelovali tudi germanistke, med drugimi Larina Grisler. Tudi danes dajemo besedo in glas mlajšim generacijam, ki na ta način med vrstniki in vrstnicami na Filozofski fakulteti, pa tudi širše, pomembno prispevajo k dojemanju, kako jezik oziroma java jezikovnih in nejezikovnih sredstev pomembno vpliva na naše dojemanje enakosti spolov. Enakost spolov je imela in ima v našem oddelku pomembno vlogo, ki jo bo orisala bivša oziroma nekdanja predstojnica našega oddelka in trenutna dekanja za gospodarske, prodekanja za gospodarske zadeve, tako izredna profesorica dr. Irena Samide. Hvala lepa, Janja, za celotno inicijativo za ta študentski znanstveni projekt. Hvala seveda študentkam, ki so vložile svoje ideje, znanje, energijo, čas. In hvala za povabilo na današnji dogodek in za priložnost, da lahko povem nekaj besed. Morda ne bom orisala delovanja v preteklih 30 letih na tem področju, pa vendarle mi dovolite, da izkoristim to priložnost za nekaj misli ob tej tematiki. Pred dobrima 2 tednoma je Maturitetna komisija za slovenščino objavila naslov maturitetnega sklopa na splošni maturi 2023. Dijakinje in dijaki bodo v naslednjem letu pisali eseje na temo Ženska na odru sveta. Sliši se imenitno, kaj ne? A s katerimi dramami se bodo ukvarjali? Sofoklej, Antigona. Henrik Ibsen, Nora, Hiša lutk. Slavko Grum, Dogodek v mestu Bogi. Dominik Smole, Antigona. Nam je kaj padlo v oči? Verjetno to, da med vsemi izbranimi deli ni niti enega dela, ki bi ga napisala dramatičarka, bodisi slovenska, bodisi svetovna. Kot da dejansko ne bi bilo pri nas in v svetovnem merilu kakšne dramatičarke. Kot da konec koncev Simona Semenič ne bi dobila nagrade Prešernovega sklada pred 2 letoma za svoje dramsko delo. A seveda nikako ne gre le za problem odsotnosti in prisotnosti avtoric v učnih načrtih ali maturitetnih sklopih. Gre tudi za naslov celotnega cikla. Ženska na odru sveta. Vprašati se moramo, ali je prav, da bodo pod naslovom Ženska na odru sveta v šolah celo leto obravnavali zgolj moški pogled na žensko. Se pravi, gre tudi za problem pozicije govorjenja v imenu drugega. Ne samo drugega kot ženske, temveč ne nazadnje drugega nasploh. In če leta 2022 ni tega zavedanja, če danes beremo mizogine tvite o tem, da ženskega vrhunskega športa sploh ne bi smelo biti, če poslušamo razpravo v parlamentu, v kateri poslanec prav dne 8. marca pove, da bo drugo poslanko lastnoročno odnesel iz dvorane, če morajo leta 2022 političarke, predstavnice civilne družbe, ki si drsnejo nekoliko bolj izpostaviti, pomislimo recimo na našo bivšo študentko Niko Kovač, prenesti cele vedre gnojnice, ki se virtualno zliva po njihovih profilih in predalih elektronske pošte, potem moramo ugotoviti, da ozaveščanja o vprašanjih spola ni nikoli dovolj. Da so dnevi enakosti spolov, kjer se zdaj tako angažira kolegica Janja Polajnar-Lenarčič, potrebni tudi danes, tukaj in zdaj.
In seveda nam že bežen pogled po svetu pove, da ženske pravice, tudi tiste, ki so že bile izborjene, recimo pogledamo zdaj v Afganistan, pravice do izobrazbe, do šolanja, nikakor niso večne in da te nikakor niso same po sebi umevne. In med tiste, ki so se v znanstveno sfero zapisale kot pionirke raziskovanja vprašanj žensk v najširšem smislu, sodi, kot je omenila tudi že kolegica, predstojnica tega oddelka, zaslužna profesorica doktorica Neva Šlibar, ki je, ko je pred leti postala dekanja filozofske fakultete, morala najprej poiskati še pravi naziv za svojo funkcijo. Saj dekan takrat preprosto ni bilo. Med dekanico, dekanko in dekanjo se je slednjič odločila za to zadnjo, tudi seveda po nasvetu in po posvetu sladistni in sladistkami. Tako vidimo, da je vprašanje spola že od nekdaj neločljivo povezano prav s vprašanjem jezika. In tudi zato se tako veselim današnjih prezentacij. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa prehajamo na osrednji del tega dogodka, ko nam bodo naše študentke magistrskega študija predstavile svoje izsledke. Gre za torej iskanje, kakšne možnosti imamo v nemškem jeziku, da izrazimo to enakost spolov oziroma najrazličnejše identitete, spolske identitete v najrazličnejših besedilnih vrstah z nemškega govornega področja. Naprimer na spletnih stranih univerz, potem na družbenih omrežjih, v časopisih in v zaposlitvenih oglasih. Prisluhnimo Leji Košmrl, Tini Brezner, Larini Grisler, Niki Vidrih in Roberti Kostadinovski. Hvala za besedo in lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Naša prva študija primera se ukvarja s primerjalno analizo spolno občutljive rabe jezika na 3 spletnih straneh. Torej na začetnih spletnih straneh 2 berlinskih univerz in na spletni strani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Preden pa pridem na samo analizo, bi rada povedala nekaj besed o samem kontekstu vseh naših študij in o diskurzu spolno občutljive rabe jezika v Nemčiji. Torej, slovenščina in nemščina kot spolska jezika neizogibno izražata slovnični spol. In v povezavi z biološkim spolom je to že od nekje konca 20. stoletja pereča tema v družbenem jezikoslovju. Pojavljajo se različna vprašanja. Ali generična moška oblika res izključuje ženske? Ali jezik ne le odraža naših družbenih stereotipov, temveč jih tudi utrjuje? In kakšne posledice ima spolno neoključujoča raba jezika na družbeno realnost? Pri tem kaže poudariti, da je slovenski jezikovni sistem v primerjavi z angleškim ali tudi nemškim še nekoliko manj prilagodljiv, kar se tiče spola, saj glede na spol prilagajamo tako samostalnike kot pridevnike, pa tudi glagole. Nevtralnih oblik, ki spola ne zaznamujejo, pa je pri nas relativno malo. In vse to morda otežuje spolno občutljivo rabo jezika pri nas. Diskurs spolno občutljive rabe jezika v Nemčiji ni nič manj polariziran kot pri nas in morda še malce bolj prisoten, saj postaja politično vprašanje in se za takšno rabo zavzemajo celo nekatere politične stranke. Če si nakratko pogledamo nemščino, se kot možne konstrukcije, ki vključujejo oba spola, tam ponujajo nevtralni izrazi, osamostaljeni participi in uporaba tako moške kot ženske oblike. Edina pravopisno zaenkrat sprejemljiva metoda krajšanja teh prirednih oblik pa je zaenkrat zapis poševnico in vezaje. Torej razvezano obliko študenti in študentke oziroma študenten in študentinen lahko tako pravopisno sprejemljivo zapišemo zapisom študent, poševnica, vezaj in vse ostale metode krajšanja zaenkrat niso sprejemljive. Leta 2018 pa je Nemčija zakonsko uvedbo oznake divers, oziroma po slovensko drugo, priznala tudi tretji spol in s tem je bil storjen velik korak naprej k preseganju tega binarnega spolnega sistema.
Torej, če danes izpolnjujemo nek formular v Nemčiji in moramo izbrati spol, imamo na voljo 3 opcije. Weiblich, männlich in divers, oziroma moški, ženski spol ali drugo. Jezik, ki je med drugim tudi zrcalo družbenega dogajanja, nam v nemščini zato ponuja zapis zvezdico, torej študent, zvezdica innen, s podčrtajem ali pa z dvopičem. Je pa potrebno povedati, da takšni zapisi niso pravopisno sprejemljivi. Podčrtaj je tudi v slovenščini možna rešitev, da vključimo tudi nebinarne entitete, ampak zaenkrat še mi v ustaljeni rabi. Torej, če zdaj pridem na svojo študijo primera, sem spolno občutljivo rabo jezika analizirala na spletnih straneh 2 berlinskih univerz, Freie Universität zu Berlin, oziroma FU in Humboldt Universität zu Berlin, in potem svoje izsledke primerjala situacijo na naši spletni strani, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Analiza je bila zastavljena kvalitativno in podprta tudi s preprosto kvantitativno analizo, in sicer sem se poslužila iskalnih orodij na spletnih straneh FU in HU in pogledala število izsledkov za različne spolno občutljive oblike besedne zveze študenten in študentinnen, torej študentje in študentke. Torej, cilj je bil ugotoviti, če spletne strani uporabljajo spolno občutljiv jezik in če da, katere konstrukcije so v rabi in potem vse skupaj primerjati. Glede na to, da je diskurs spolne enakopravnosti v nemški širši javnosti, ne samo v jezikoslovju, prisoten že kar nekaj let in precej pereč, je bilo pričakovati, da bosta obe univerzi tako ali drugače implementirali spolno občutljiv jezik. Podobno pa je bilo pričakovati tudi za Filozofsko fakulteto, ki je bila aprila 2018, kot se najbolj spomnimo, sklepom senata o rabi ženskega slovničnega spola za katerikoli spol, ena izmed pobudnic spolno občutljive rabe jezika pri nas. Torej, če zdaj pridem na samo analizo in začnem s FU oziroma Freie Universität zu Berlin, se njihova začetna spletna stran pri poimenovanju oseb največkrat poslužuje posamostaljenih participov in nevtralnih oblik. Torej bomo na začetni spletni strani v urodni vrstici našli informacije za študirajoče oziroma po nemško Studierende in promovierende ali podiplomske študirajoče, kjer pa takšen zapis ni mogoč, uporabljajo zapis z vezajem in s poševnico in vezajem, torej tistega, ki je pravopisno sprejemljiv. Opaziti pa je tudi zapis zvezdico, ki priznava tretji spol. Moje prvi izsledke je potrdila tudi preprosta kvantitativna analiza, ki je s pomočjo iskalne funkcije na spletni strani primerjala število različnih spolskih oblik za ključni besedi študente in študentke, kot sem že rekla. In res so na prvem mestu Studierende, torej posamostaljeni particip, potem pravopisno sprejemljiva oblika, potem pa sledijo ostale oblike. Torej zapis zvezdico, razvezana oblika in zapis s podčrtajem. Začetna spletna stran Humboldt Universität zu Berlin prav tako konsistentno implementira spolno občutljiv jezik. Je bilo pa tendenco pogostosti rabe določenih struktur na prvi pogled malce težje izluščiti, saj so v rabi izmenično posamostaljeni participi, nevtralne oblike in pa tudi ostali zapisi, ki upoštevajo tudi nebinarne entitete oziroma tretji spol, torej zapis zvezdico, zapis dvopičev ali zapis s podčrtajem. In res je tudi kvantitativni del analize pokazal, da prevladujejo participi, ostale različice ključnih besed pa so bile relativno enakovredno zastopane. Torej, na kratko, obe berlinski univerzi z jezikovno politiko spodbujata spolno vključujočo rabo jezika, to pa se ne kaže le v jeziku, temveč tudi v člankih in besedilih objavljenih na to temo, kjer to obe univerzi spodbujata, obe pa sta izdali tudi krajši priročnik, v katerem osvetlita pomembnost spolno občutljive rabe jezika in tudi podata priporočila in nasvete, kako tak jezik implementirati v pisnem sporočanju in v našem vsakdanu. In še zadnji del moje analize, spletna stran Filozofske fakultete. Na naši vstopni spletni strani je bilo tendenco na prvi pogled malce težje izluščiti, saj so recimo na voljo informacije za študente in študentke,
Na teden odprtih vrat predavalnic FF pa so vabljeni le dijaki višjih letnikov, ne pa tudi dijakinje. Potem v orodni vrstici so na voljo informacije za raziskovalce, ne pa tudi raziskovalke. Potem pa so spet na nek dogodek vabljeni mednarodni študentje in študentke. Torej, spolno občutljiv jezik je vsekakor v rabi, ampak manj konsistentno kot na univerzama v Berlinu, prav tako pa ne vključuje tretjega spola. Torej, če še za konec na hitro povzamem svoje ugotovitve, je na vseh treh spletnih straneh spolno občutljiva raba jezika velikega pomena. FU se poslužuje predvsem konstrukcij, ki so v skladu z nemškim pravopisom, v rabi pa je tudi zvezdica, ki vključuje tudi tretji spol. Na HU pa uporabljajo predvsem posamostaljene participe, izmenjujoče pa tudi vse ostale oblike. Generične moške oblike ni nikjer opaziti, vsaj na začetnih spletnih straneh ne. Tudi vstopna spletna stran filozofske fakultete kljub nekonsistentnosti na določenih mestih implementira spolno občutljiv jezik in smo na dobri poti, da se to uveljavi vse povsod. Kot zaključna misel in morda najpomembnejši izsledek moje študije primera pa se ponuja sledeča. Spolno občutljiva raba jezika je na vseh treh institucijah velikega pomena, kar je seveda razveseljujoče, je pa vedno še možnost za izboljšave in dodatne korake k enakopravnosti spolov, tako v jeziku kot v družbeni realnosti. Hvala. Ja, torej, lepo pozdravljeni še z moje strani. Zdaj gremo iz šolskega sistema k metafiziki, k God zvezdica oziroma Bog zvezdica, spolno občutljiva raba jezika na spletnih straneh nemške protestantske cerkve. Zdaj, študija primera obravnava različne vidike enakosti spolov v nemški cerkvi na splošno. Že leta 2018, tako kot je Leja omenjala, so na nekaterih področjih družbe sprejeli odločitve o spolno občutljivejšem in enakopravnejšem jeziku, tudi v cerkvi. Na simpoziju o rabi jezika, ki je potem potekal leta 2019 na Katoliški akademiji Freiburg, so teologi, sociologi, psihologi in drugi strokovnjaki razpravljali o pomenu in tudi pomembnosti različnih spolno občutljivih izrazov. Že takrat so se pojavljala nestrinjanja in nesoglasja o tem, če je sploh potrebno vključiti vse župljane. Generična moška oblika, das generische Maskulinum, je po mnenju sociologinje Nine Degele patriarhalna, tradicionalna jezikovna oblika, ki ne vključuje žensk. Enako velja tudi za druge, bolj neutralne oblike izražanja, na primer parafrazo, Umschreibung. Na simpoziju, ki sem ga ravnokar predstavila, pa ne omenjajo oseb, ki se ne identificirajo kot ženske ali moški, tako da tam o tej kategoriji niso govorili. Do leta 2021 je bilo potem iz tega področja kar neko zatišje v medijih, dogodek, ki pa je celotno Nemčijo spodbudil k razmišljanju o sodobnejši rabi jezika v cerkvi, pa se je zgodil pri mladih, na mladih sredstvih, v organizaciji Katoliške študentske mladine, Katoliške Studierende Jugend. V okviru kampanje God Plus oziroma God Sternchen, Bog zvezdica, so pozvali k novi, bolj sodobni podobi Boga, torej brez bele brade in očitnega moškega spola, saj najpomembnejša instanca krščanske vere nima spola in da tudi kot slišite, in te osebe ne omejuje binarnost. Poleg pisanja zvezdico, gender Stern, so na internetu pogosto uporabljene tudi druge oblike in zato so tudi v tej organizaciji izpostavili opcijo God plus, torej, da bi za dodatnim plusom ali simbolizirali križ, tudi simbol krščanske vere, ali pač z plusom dodajali nekaj izven binarnosti. Tem predlogom mladih teologov je potem sledila burna reakcija v medijih, tako
po internetnih člankih, kot tudi v malo bolj oprijemljivejših časopisnih člankih. Zgodile so se pa tudi burne reakcije politikov in drugih cerkvenih, tudi znanih osebnosti. Na koncu je bil tudi moj cilj ugotoviti, kako je ta debata v medijih, ki prihaja iz katoliške, torej rimokatoliške organizacije, se sploh odražala na njihovih spletnih straneh. In kar hitro vam moram povedati, da rezultatov ni bilo, se je to kar malce dalo na stranski tir. Je pa bilo veliko rešitev oziroma predlogov na evangeličanskih spletnih straneh. Zato je cilj študija primera bil ugotoviti, kako se spolno občutljiva raba jezika kaže na spletnih straneh kongregacijah in če so bili kakšni odzivi na ta medijski pomp. V okviru študija primera so bile tako analizirane 3 spletne strani evangeličanskih kongregacij. Na vsaki pa sem potem izbrala še 2 naključna članka. Eno je vedno bilo vabilo k nekemu dogodku, drugo pa članek, ki se ukvarja z tematiko spola. Na spletni strani, če sedaj grem k samim primerom, evangeličanskega luteranskega dekanata München, videli boste, da imajo zelo dolga imena v slovenščini, lahko najdemo pri nazivih delovnih mest samo skrajšano žensko obliko. To na primer nemško Pfarrer, kot je Leon omenila, in je potem edino, kaj tukaj prikazujejo. In pri neposrednem nagovarjanju župljanov poskušajo uporabljati rabo nevtralnih izrazov, torej Menschen, slovensko ljudje, ali pa posamostaljene participe, torej die Verstorbenen, pokojni. Potem, če gremo do druge spletne strani evangeličanskega cerkvenega okrožja v Konstanci, torej malo manjši občini, manjši kongregaciji, lahko najdemo več spolno nevtralnih izrazov, torej kandidirande, kandidirajoči, ali pa so v celoti navedena binarna poimenovanja, torej die Wahl des Bischofs, die Wahl der Bischöfin. In tukaj sem imela tudi težavo pri prevodu, slovensko izvolitev novega škofa, škofinje. Ja, se že sliši čudno. Nazadnje pa sem analizirala tudi spletno mesto evangeličanskega cerkvenega okrožja v Düsseldorfu. Tam pa je bilo v času analize veliko ponudb za nova delovna mesta, torej sem lahko v praksi videla tudi, da je poleg ženskega in moškega spola navedena kategorija divers oziroma drugo. To je tudi edino spletno mesto, na katerem so socialni spoli označeni z rabo dvopičja ali zvezdice, torej Sozialarbeiter in Senior, dvopičje innen. Pri tem moramo pa izpostaviti, da se ne bi smele dogajati napake, saj v besedi senior innen ne najdemo množine moškega spola, samo ženskega. Tudi nedosledno uporabljanje obeh pride večkrat do čudnih misli, ki pa njun namen seveda niso bile. Na koncu lahko s primeri ponazorimo, da se težnje po spolno nevtralnejši rabi jezika upoštevajo, vendar glede na posamezno kongregacijo so si različna. In čeprav v večjih mestih prihaja velikokrat do teh nevtralnih izrazov, je še velikokrat najti tudi izraze, ki še niso sprejeti v pravilniku, tako kot Genderstern, dvopičje. In izpostaviti moram, da so vse študije bile narejene še enkrat pri evangeličanskih župnijah, ker sem tam primere lahko našla, pri rimokatoliških pa kljub temu, da je iz njihovih vrst prišla ideja, le teh ni bilo najti. Hvala. Ko odpremo nek časopisni članek, revijo, poskrolamo po internetnem časopisnem članku, pogosto zasledimo dragi bralec. Ja, kaj pa bralka? Potem je dragi bralci, drage bralke, pa bi bilo mogoče boljše drago bralstvo. Spolno občutljiva raba jezika še nikdar prej v medijih ni bila aktualna, kot je danes. V številnih časopisnih hišah namreč vse pogosteje razpravljajo o tem, ali uporaba generične moške oblike posreduje klišejske, stereotipne, ja, morda celo napačne predstave,
ki bi jih lahko s spolno občutljivo rabo jezika presegli, morda celo odpravili. Številne študije so namreč pokazale, da se vsi z moško obliko ne počutijo nagovorjene. In seveda se časopisna jezikovna politika številnih nemških medijskih hiš na to odziva popolnoma različno. Nekateri bolj vključujočo rabo jezika seveda toplo pozdravljajo, spet drugi ostro zavračajo. Leja je že lepo naštela, kakšne možnosti imamo. Torej imamo nevtralne formulacije, imamo samostaljene participe, imamo tako moško kot žensko obliko. In na koncu se moramo vprašati, kaj pa je zdaj prav? In ali vprašanje, kaj je zdaj prav, ali je sploh na mestu? Kajti poznamo v nemščini tudi še tiste krajšane oblike s posebnimi znaki, katere so lahko zelo problematične za nekatere bralce ali bralke. In odločilna merila pri tem, kako se neko uredništvo odloči, so merila jasnosti, merila razumljivosti, merila berljivosti, lepote izražanja, tudi tradicije in seveda jezikovno-zgodovinski vidik. Pri tem seveda se moramo tudi vprašati, obstajajo sploh kakšna pravila, zakoni, kakšne usmeritve. Lahko rečemo, jih jasnih ni zares. Kajti nemški novinarski kodeks pravi v svojih etičnih usmeritvah in standardih, da se vsako uredništvo lahko odloči samo, kakšno obliko bo uporabljalo. To pomeni, da končna odločitev leži bodisi pri uredništvu, bodisi pri avtorjih ali avtoricah samih. Če nakratko povzamem, sem se v svoji študiji primera ukvarjala z časopisno jezikovno politiko glede spolno občutljive rabe jezika v 6 časopisih. Primerjala sem 4 nacionalne, nadregionalne, torej Der Spiegel, die Zeit, die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine Zeitung in jih primerjala z 2 regionalnima. Enega iz juga Nemčije, Allgäuer Zeitung in enega severa, Lübecker Nachrichten. In želela sem najprej preučiti, kakšne so izjave uredništva glede tega vprašanja in ali se te izjave resnično zrcalijo tudi v besedilih. Pri tem pa sem želela še potrditi tezo, da ta diskurs, se s tem diskurzom ne ukvarjajo zgolj ugledne medijske hiše, temveč tudi regionalni časopisi. Pri tem torej nisem analizirala vsebinske ravni, torej kako se to zdaj uporablja, ali je prav ali ne, tudi ne slikovnega gradiva, temveč sem ostala na goli jezikovni ravni. Pri tem sem pri vsakem časopisu izbrala 2 članka in pogledala, ali izjave res zrcalijo v časopisih to, kar so uredništva izrekla. Najprej Frankfurter Allgemeine Zeitung. FAZ se popolnoma distancira od takšne časopisne jezikovne politike, ki bi spodbujala uporabo nevtralnih izrazov. Zakaj? Sklicujejo se enostavno na jezikovno-zgodovinski vidik in pravijo, najpomembnejše je merilo jasnosti in berljivosti, zato vse te krajšane oblike s posebnimi znaki, dvopičjem, podčrtajem, zvezdico, to nas ne zanima. Kar tudi tukaj vidimo, imamo vedno Wissenschaftler, Ärzte, Impfgegner. Obeh oblik ne bomo našli. Süddeutsche Zeitung je morda stopila že korak naprej, pa vendarle zase pravijo v uredništvu, da so družinski časopis, kar pomeni, da želijo nagovoriti tako star kot mlade. In če bi uporabljali vse te krajšane oblike s posebnimi znaki, zvezdico, podčrtajem, skrbi, da bi to problematiko zreducirali zgolj na neke znake in bi prezrli resnično problematiko. Neutralne izraze sicer pozdravljajo, vendar želijo ohraniti ravno tako ta nemoten tok branja. Die Zeit pa ima vendarle nek drug nazor. Tudi pisci, torej avtori in avtorice so pogosto mladi in ko govorijo o svojih težavah, ko nagovarjajo aktualne teme, želijo tudi drugačen jezik za to uporabiti. In Die Zeit pozdravlja nevtralne oblike, posamostaljene oblike in tudi te oblike, te krajšane oblike z posebnimi znaki.
Pri tem pa vedno pravijo, da je zelo pomembna pri jeziku iznajdljivost, kreativnost. In da recimo naziv kritika nadomestimo s kritiše štime. Kratka, pravijo, da čar jezika je vendarle v tem, da imamo možnosti, da smo lahko iznajdljivi. In to tudi vidimo tukaj, da je tukaj recimo Freundinnen je s dvopičjem ločeno. Der Spiegel se ne razlikuje prav dosti glede tega in tudi neutralne izraze, obe obliki, tako moško kot žensko, zelo pozdravljajo. Je pa res, ko sem analizirala članke, sem mogla, da sem našla nek članek z obema oblikama, torej Experten und Expertinnen, precej iskati. Tako da realnost še ni popolnoma tam, kjer so izjave uredništva. Lübecker Nachrichten, zelo podobno kot FAC, se od tovrstne tematike popolnoma distancirajo in pravijo, da ne želijo nikogar vzgajati z nekimi oblikami, spremembami, se ravno tako sklicujejo na jezikovno-zgodovinski vidik. Allgäuer Zeitung pa imajo eno zanimivo rešitev in sicer pravijo, da ko velikrat pogosto naštevamo, recimo, vzgojitelji, profesori, učitelji, da bi lahko menjali, torej izmenjavali moško in žensko obliko, recimo vzgojitelji, profesorice, učitelji. Vendar je vprašanje, a je to zdaj korak k enakopravnosti ali pa k večji zmetljivosti. To pa lahko presodi vsak sam. Torej, na koncu, če povzamem, lahko ugotovimo, da neke jasnosti, doslednosti, preglednosti v izjavah uredništev ni. Razlogi, zakaj se uredništva distancirajo od spolno občutljive rabe jezika, so predvsem ta merila, torej jasnost, lepota izražanja, nemoten tok branja, preciznost, zgodovinski vidiki. In na koncu lahko tudi rečemo, da mlajše kot je občinstvo in mlajši kot so avtori in avtorice, večja možnost je, da bodo uporabljene tudi drugačne oblike, ker vendarle želijo nekaj spremeniti. In naj za konec še dodam, da morda je vendarle čas, da presežemo binarnost, morda ne samo v jeziku, ampak na vseh drugih področjih in najdemo to neko novo pot, ker seveda pri jeziku imamo ogromno oblik, ki nas omejujejo, ampak ne smemo pa se zreducirati samo na oblike in pozabiti na vso to kreativnost in iznajdljivost pri jeziku. Hvala. Ja, torej, jaz sem v primerjavi z mojimi kolegicami nisem osredotočala samo na jezikoslovni vidik, torej na jezik, ampak tudi na nejezikovni vidik enakopravnosti spolov. Analizirala sem v svoji študiji primera internetne časopisne članke in sicer časopisi pokrivajo različna področja, ampak sta že Rulovs in Hartmann-Kels poudarjali, da je te neenakosti zelo veliko na področju športa. In ker je letos bil zgodovinski dogodek in sicer silvestrska turneja za smučarske skakalke, sem se odločila, da bom analizirala članke na internetnih stranih pomembnih, priljubljenih avstrijskih in nemških časopisnih hiš in ja, v bistvu primerjala različne vidike. Izbrala sem 6 člankov na priljubljeni avstrijski spletni časopisni hiši in sicer Die Kron-Zeitung in 6 spletnih člankov na priljubljeni nemški strani in sicer Die Süddeutsche Zeitung. 6 teh člankov je bilo o smučarskih skakalkah, 6 člankov pa o smučarskih skakalcih. In glavni cilj je bil ugotoviti, ali so razlike pri poročanju o športnicah in športnikih in kakšne so te razlike in kje se te razlike tudi kažejo. Za metodologijo sem se odločila, da sem analizirala različne aspekte člankov in sicer kar se tiče bolj jezikovnega vidika, sem analizirala naslove in v vsebini predvsem poimenovanja in konotacije pri poimenovanjih smučarskih skakalk in skakalcev. Potem sem si ogledala tudi dolžino člankov, tudi fotografije, predvsem koliko jih je bilo in kakšna motivika je bila, pa tudi vsebino, torej v bistvu koliko informacij sploh dobimo iz katerega članka. In ker so v bistvu smučarski skoki
sploh ženski skoki v zadnjih letih predvsem napredovali. Niti nisem pričakovala tako ogromnih razlik, saj ne, kar se tiče jezika, sem pričakovala predvsej strokovno neutralni jezik. Mogoče sem pričakovala, da bojo članki o smučarskih skakavkah nekoliko krajši. Kar se tiče fotografij, sem pa tudi pričakovala približno enako motiviko in tudi število. Kar je analiza pokazala, je bilo v bistvu prvi šok že to, ko sem začela iskati material, da v bistvu priljubljena nemška časopisa, naprimer Bild in Frankfurter Allgemeine Zeitung, kot je Larina že omenila, sploh niso poročali o smučarskih skakavkah in silvestrski turneji. Niti enega članka ni bilo na to temo. Potem pa sem končno našla pri Die Süddeutsche Zeitung in tudi tam je treba poudariti, da so v bistvu članki bili v celoti prevzeti z nemške tiskovne agencije. Torej v bistvu sploh niso avtorji z Süddeutsche Zeitung česarkoli dodali. Kar se tiče jezika, tako v naslovih kot pri samem članku, je v bistvu bil zelo strokoven, neutralni jezik, tako pri skakavkah kot tudi pri skakalcih. Konotacij je bilo zelo malo, če pa že so bile zelo pozitivne, naprimer lokal matadori oziroma lokalna junakinja. Dolžina je, članki o skakavkah so bili občutno krajši, razen eden, ampak pri tem je treba poudariti, da kvantiteta ni enako kvaliteta. Kar se tiče fotografij, je bilo pri moških precej več fotografij in sicer 11 fotografij in še 6 povezav do videa oziroma fotografij. Pri ženskah pa je bilo fotografij samo 7 in 2 povezavi enkrat do videa in enkrat do fotografije. Presenetila me je pa predvsem motivika, ker pri ženskah so bile večinoma vse slike na stopničkah, brez smučarskih očal, brez čelade, kar je v bistvu poudarilo njihov izgled. Pri moških pa so bili vsi v akciji, v zraku, na zaletišču, torej v polni opremi je pač bil poudarjen ta njihov slog, športniki. In to me je kar presenetilo, zato ker tega nisem pričakovala. Tudi kar se tiče vsebine, so bili članki o ženskah nekoliko pomanjkljivi. Sicer je bilo napisano, katera skakavka je zmagala, kdo je še bil na stopničkah, ampak o sami tekmi ni bilo kaj dosti podatkov. Če že je bilo kaj več napisano, pa je bilo ponavadi o življenju skakavk in njihovih prejšnjih rezultatih. Torej o tekmah skoraj nič. Pri moških pa je bilo poleg zmagovalca in kdo je bil na stopničkah še najboljša 30-terica, tudi nasploh o novoletni turneji. Tu je treba tudi poudariti, da v Süddeutsche Zeitung silvestrske turneje žensk sploh ni omenilo, ne tudi kdo je zmagal, v bistvu nič. Pri slikah je mogoče pomembno poudariti tudi to, da je bila recimo uporabljena ena slika skakavke v zraku, ampak ta slika ni bila aktualna, ampak neka stara slika. Torej še to, poleg motivike so bile slike tudi stare, neaktualne, pri moških pa je bilo seveda vse aktualno. In torej v bistvu, kar lahko ugotovimo je to, da je res še veliko prostora za napredek. Lepo pozdravljeni. Naprej bi se rada opravičila, ker bom brala mojo prezentacijo. Še vedno sem začetnik pri učenju slovenskega jezika. Hvala za razumevanje. Moj plakat je analiza spolno občutljive rabe jezika v zaposlitvenih oglasih v Nemčiji, v Avstriji in v Švici. Cilj študije primera je ugotoviti, katere oblike spolno občutljive rabe jezika se v spletnih zaposlitvenih oglasih najpogosteje uporabljajo. Zanimalo me je, ali pri rabi spolskih oblik prihaja do razlik med nemško govorečimi deželami, med zvezdnimi deželami oziroma kantoni in med področji. Zato sem analizirala zaposlitvene oglase iz nemških, avstrijskih in švicarskih spletnih strani, spletne zaposlitvene oglase izbranih zvezdnih dežel oziroma kantonov ter s področja prevajanja, tolmačenja, inženirstva in tehnike. Analiza je sestavljena iz 3 delov. V prvem delu analize
so bili vključeni izbrani zaposlitveni oglasi iz 3 nemških strani, iz Nemčije, Avstrije in Švice. Iz vsake strani sem analizirala 10 spletnih zaposlitvenih oglasov iz različnih področij. V drugem delu analize sem fokusirala samo na spletne nemške zaposlitvene oglase z področja prevajanja in tolmačenja. Iz vsake zvezne dežele sem analizirala 5 zaposlitvenih oglasov. In v tretjem delu sem analizirala izbrane zaposlitvene oglase iz 3 zvezdnih dežel oziroma kantonov in analizirala sem 5 oglasov iz vsake zvezdne države ali kantona. Rezultati, prikazani na grafih, se nanašajo na drugi in tretji del. Prvi graf prikazuje najpogostejše oblike poimenovanja delovnih mest v oglasih z področja prevajanja in tolmačenja po nemških zveznih deželah. Drugi graf prikazuje tipične oblike poimenovanja poklicev z področja prevajanja in tolmačenja v Nemčiji. Tipične oblike v Nemčiji so generični moški spol, zvezdica, dvopičje, redke vzporedne ženske in moške oblike in redki nevtralni izrazi. Tretji graf prikazuje tipične oblike poimenovanja poklicev z področja tehnike in inženirstva v Avstriji. Tipične oblike v Avstriji so generični moški spol, zvezdica, dvopičje, znotraj sedmi velik I, poševnica in redki nevtralni izrazi. In četvrti graf prikazuje tipične oblike poimenovanja poklicev z področja tolmačenja in tehnike v Švici. Tipične oblike v Švici so generični moški spol, zvezdica, poševnica, dvopičje, vzporedne oblike, potem imamo M-V namesto M-D in več nevtralnih oblik. Čeprav je ta analiza pokazala, da se v zaposlitvenih oglasih uporabljajo različne spolske oblike za poimenovanje delovnih mest, generični moški spol v vseh 3 nemško govorečih državah še vedno igra zelo veliko vlogo. Ponavadi se te oblike uporabljajo skupaj s različnimi okrajšavami, naprimer M-V ili M-D, M-DIF, M-F-X, G-N zvezdica, F-M-X, W-M-I, W-M in tako naprej. Čeprav so te okrajšave za tretji spol novost v jeziku, so izraz ustvarjalnosti pri prizadevanju za enakost spolov v profesionalnem svetu. Hvala. Najlepša hvala za te jedrnate predstavitve, ki so nam pokazale najnovejše tendence ubesedovanja različnih spolov v najrazličnejših besedilnih vrstah z nemškega govornega področja. Hvala dekletom, da ste pripravili te zelo lepe plakate, znanstvene plakate, ki bodo na ogled še ves marec in do srede aprila. Hvala tudi vam, da ste nam prisluhnili in upam, da vam je bilo zanimivo. Sedaj pa vas vabim na manjšo opustitev.